Tokrat smo prvič uradno predstavili poslovanje kmetijskih in živilskih podjetij skupaj. Dejansko je to izredno pomembno področje in povezani branži, kajti inputi v živilsko industrijo prihajajo pravzaprav iz naših kmetijskih podjetij. V letu 2017 je svoj poslovni račun zaključilo in oddalo bilanco 301 podjetje, ki je zaposlovalo v lanskem letu 1808 zaposlenih. Moram reči, da smo zadovoljni z ustvarjeno dodano vrednostjo, ki bi sicer bila lahko še višja, ampak vremenske neprilike so v lanskem letu naredili svoje. Tako je ta branža zabeležila 177 milijonov prihodkov. Nekaj tega seveda se tudi izvozi, predvsem vinogradniški del je izredno močen, kjer proizvodnja vina beleži največji delež v izvozu te panoge. Sicer je pa panoga zabeležila 2 milijona izgube, vse skupaj res zaradi posledica vremenskih neprilik, ki so izredno vplivale na rastlinsko proizvodnjo. Kar se pa tiče rezultatov živilske panoge, moram reči, da se kaže stabilizacija poslovanja na celi črti. Imamo 733 podjetij, ki zaposlujejo 13.683 zaposlenih, dosegajo dokaj visoko dodano vrednost 36 tisoč evrov. Panoga je ustvarila 2,2 milijarde evrov prihodkov in moram reči, da smo izredno zadovoljni z izvozom. Izvozili smo praktično 28% svoje proizvodnje, kar se tiče z vidika prihodkov, tako da vidimo, da se obrestujejo akcije na tujih trgih, aktivnosti na tujih trgih, promocija, organizirani nastopi, potem tudi organizirani nastopi na sejmih, na gospodarskih delegacijah, tako da je izredno živahno obdobje pustilo ta pozitivni učinek. Sama panoga pa je ustvarila 81 milijonov dobička, tako da ima neko maso za razvoj, ki je neminovno potreben. Čakajo nas izzivi na marsikaterem področju, trajnostni razvoj, zakonodaja se spreminja, potem bom rekla, da transparentnost po verigi nazaj in naprej je izredno pomembna, tako da sama panoga beleži eno tako pozitivno vzdušje in je pripravljena na izzive. V letošnjem letu po dveh res hudih pozebah pričakujemo dober letnik. Težko je danes oceniti, kar je še prezgodaj, bilo je že nekaj točk, ne vemo, kaj se bo zgodilo še poleti, vendar nastavek je zagotovo takšen, da za slovenske potrošnike lahko zagotovimo slovensko sadje. V 2017 so bili glavni izzivi in trendi naši ureditev koncesij, potem spoštovanje zavez, katere smo sklenili, in seveda krepitev blagovnih znamk in uspešen izvoz. Glavni izzivi v sektorju proizvodnje krmil so bili predvsem, kako uspeti po najugodnejši ceni proizvesti krmila glede na dogodke in nihanja na trgu glavnih surovin soje in žitaric, potem v nadaljevanju spremljanje zakonodaje, ki se redno izmenjuje oziroma spreminja na ravni Evropske unije, in pa seveda izzivi za nas strokovno sodelovanje, prenašanje dobrih gospodarskih praks v proizvodnjo in seveda medsebojno druženje med našimi proizvajalci, tako da se tudi na tem načinu izmenjujemo dobre prakse.